Nogometaši Domžal so se po zaključku drugega dela priprav v Umagu odpravili na stadion Rujevica, kjer so se pomerili z Rijeko, ki se v spomladanski del najmočnejšega hrvaškega prvenstva podaja s prvega mesta. Medtem ko je bil za domačine to zadnji test pred nadaljevanjem ligaškega tekmovanja, imajo rumeni pred seboj še 2 tedna priprav. Tekmo so sredine igrišča začeli Rečani, ki so imeli več časa žogo v svoji posesti, kar pa ne pomeni, da so bili tudi nevarnejši tekmec. Domžalčani so prvič zapretili v 3. minuti, po podaji Majerja pred vrati do zaključnega strela ni prišel Blažič. 7. minuta, lepa kombinacija Rečanov na desni strani, Ristovski je podal v sredino, streljal je Franko Andrijašević, na pravem mestu pa vratar Adnan Golubović. 11. minuta, napaka obrambe Rijeke, do žoge je prišel Žan Majer in potem rutinirano premagal nemočnega vratarja Andreja Prskala, torej hitro vodstvo Domžalčanov na Rujevici. 13. minuta, predložek pred vrata je poslal Jure Balkovec, pred vrati je nesrečno posredoval Franko Andrijašević, žoga pa je na njegovo srečo zletela mimo desne vratnice. Napaka tudi Domžalčanov, predložek Franka Andrijaševića, odlično posredovanje Golubovića, od Gorgona pa se je žoga odbila z igrišča. 34. minuta, Volarič za Balkovca, imeniten predložek v sredino, tam je bil od vratarja Prskala hitrejši Franjić, ki je poskrbel za podvojitev vodstva Domžal. Petar Franjić je dosegel že svoj 3. gol med letošnjimi zimskimi pripravami. Nova priložnost za Domžalčane v 42. minuti, prosti strel z desne strani. Matija Širok je čakal na utekanje Amedeja Vetriha, ta je streljal z prve z voleja, z nekaj sreče je strel Primorca ubranil vratar Prskalo. In še zadnja priložnost v prvem polčasu, kot je izvajal Mišič, Šofranac pa je z glavo zadel vratnico in ostalo je pri vodstvu Domžal z 2:0. Med odmorom je domači strateg Matjaž Kek opravil kar 5 zamenjav, Simon Rožman pa je prvo zamenjavo opravil v 22. minuti, ko je poškodovanega Majerja zamenjal Huč, med odmorom pa ni zamenjal nobenega nogometaša. Prva priložnost v drugem polčasu v 49. minuti, Balkovec odlično v sredino do Franjića, ta na drugo stran proti Bratanoviću, strela z levico, toda napadalec Domžal je stresel le prečko. Minuto pozneje tudi priložnost za Rijeko, napaka Domžalčanov pri podaji z avta, do strela je prišel Mari Gavranović, izkazal pa se je vratar Adnan Golubović. 54. minuta, predložek v sredino, tam je bil nespreten Huč, iznajdljiv pa je bil Ante Kulušić, ki je znižal zaostanek Rijeke na 1:2. 4 minute pozneje znova v napadu Domžalčani, Balkovec odlično v sredino do Vetriha, podaja do Franjića, ta z glavo z prve do Huča, ki je streljal, toda na pravem mestu vratar Simon Sluga. 60. minuta, kombinacija nogometašev Rijeke, žoga je prišla na desno stran do Martića, predložek na drugo vratnico, tam je bil Mari Gavranović, ki je po uri igre izid izenačil na 2:2. Le minuto predtem je kar 5 zamenjav storil Simon Rožman, Rečani pa so nadaljevali z napadi v 67. minuti, dobro preigravanje Gorgona, podal je do Andrijaševića, na pravem mestu pa znova Adnan Golubović. 87. minuta, prosti strel za Domžalčane, Ivan Firer je poizkušal, izkazal pa se je vratar Simon Sluga. Sledil je kot, ki ga je izvajal Alvaro Brači, podaljšal je Gaber Dobrovoljc, z noge Alena Ožbolta pa je žogo izbil Gudnes. 89. minuta, nova napaka Domžalčanov, podaja Mišića do Gudnesa, ta je streljal, žogo je odbil vratar Golubović. Sliko se bomo preselili že v sodnikov dodatek tekme. 92. minuta, podaja Bračija, z glavo je poizkušal Dobrovoljc, Sluga je odbil v kot. In še zadnja priložnost na tekmi, kot Rijeke, podaja v sredino, Eles je podaljšal, na pravem mestu Ante Kulušić, ki je poskrbel za preobrat in zmago Rijeke s 3:2. Mi nekako zaključujemo cikl priprav, zadnja naša aktivnost tukaj gostovanje na Reki, v enem lepem ambientu, kot
proti zelo kvalitetnemu nasprotniku. Jaz mislim, da je bila ena dobra tekma za učiti, ogromno enih situacij, ki smo jih delali dobro, vse čestitke fantom, so se pa pojavljale v igri napake, ki jih bo potreba pač to prvenstvo nekako odpraviti. Moram reči, da sem s celim tednom generalno zadovoljen, tudi bom rekel z večino današnje tekme. Žal mi je mogoče zaradi fantov tega zadnjega gola v nekem rezultatskem tekmovalnem smislu, ampak generalno mislim, da smo kar imeli marsikaj za videti, tako da ocena pozitivno. Domžalčani se bodo v torek znova vrnili v Umag, kjer bodo ostali do četrtka. Potem pa bosta v naslednjih 2 dneh sledili še zadnji pripravljalni tekmi. Prva bo proti Avstriji Klagenfurt, predvidoma v petek ob 18:30 na Wörthersee stadionu v Celovcu, druga pa v športnem parku Domžale v soboto proti sosednjemu Dobu.